Nočem zdaj z tabo deliti probleme, ker nočem te bremeniti. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli na najboljšem podcastu v Sloveniji, člani podcast, like, comment, share, Subscribe! Dober dan, Jure, koga imamo danes v zasedbi? Danes imamo v zasedbi našega influencerja, mešatelja koktejlov, ljubitelja mode, In moški. certificiranega mešatelja koktejlov s kar 2 diplomami. Wow, pej po diplomo. Imamo danes z nami Tima. Nekdo ima diplomo, zakaj imaš 2? Jaz sem šel delati 2 tečaja. Zakaj da bo 2 za ceno enega? Okay. Kaj si, povej zakaj se gre? Kaj je? Kaj je fora to? Eno je v bistvu pač ta Certified Bartender 4 tedne. In drugi pa je mixology, ki traja 2 dni, to v bistvu delaš sam sirupe, fermentiraš, destiliraš, bla bla bla, tako da bolj fancy. Nam boš povedal kaj več? Kaj v Barceloni je? Ne, povej malo o tečaju, no, kaj ste se učili? Kaj je to? Za reč, nekdo, ki to ne pozna, misli zdaj Tina takar s papirjem. V bistvu, Ja, kaj je ne, to? pač v bistvu imaš ful zgodovine, ful je koktelov, ful je se učiti, ful smo se učili. Kdo je naredil prvi koktel? Nek član ta, Zakaj se reče koktejl? ne vem. To ni bilo zgodovini. Dobro si ti, da je... Ampak mislim, da je neka fora koktejla. Mislim, da je, ja, ampak ne vem. Kaj je že? Mislim, da je povezano neki z Angleži. Pa ki so imeli une koktejle, ki so Ja. imeli... No, Koktejl. no glavnem. mi ne vemo o tem, tudi ne ve. Flerali smo, meni pač si imel v bistvu zjutraj si vstal, si imel vsak dan test, pol si fleral, to je to metanje flash in te stvari. Aha, to... Ja. In pol smo imeli pouk, masterclass, pol smo imeli vajo v baru in na koncu je bil še live bar, ko smo pili. Okej. To, ker ste zmiksali. Ja, da smo probali vse, kar smo se učili, ne, vedno si. Okej. Imel tipa ne 5 kar alkoholikov, ki smo vedno zadržali, skrili in ruknili do konca. Ampak ja, no, izkušnja je bila vrhunska, bi ponovil, bi predlagal vsakemu. Tako da, če vas res zanima, pejte, se pogledati, se splača. Je full truda, full se moraš učiti in to, ampak was it worth it, no, tako. Dobro, kaj zdaj veš, ki prej nisi vedel, kot to zgleda, povej malo več. Zdaj znam metati flaše, Okej, prej nisi. znam metati te stvari levo desno, znam pač pravilno narediti vse, pač kako mora biti vse pravilno pač postavljeno. Pač zgodovino sem se dosti naučil o alkoholih, ful bolj cenim alkohol, viski recimo in konjak in vse te stvari. Gledam drugače na to zdaj, šel bi še en certifikat narediti, bom definitivno bom Kjerega? šel. Certified bitch? Za mixology, za 10 dni bom šel delati. Kam? Barcelona. Pekam drugam, stari. Ne, meni Barcelona je zakon. To pol sem pač se naučil, kaj gre v kaj. Pač pri tem mixology tudi sem delal svoj koktejl, sem delal pač svoje sirupe. Kjer je tvoj koktejl najljubši? Moj najljubši koktejl je še vedno Negroni. Okej. In Čakaj, si rekel, ste delali prav svoje? ja, svojega. Okej, in zdaj obstaja koktel Tim. In to je? To je homemade peach tea syrup, Okej. Torej, breskvin sirup. breskvi sirup, pol sem Maceriral? maceriral. Kaj pomeni to sploh? Kaj pomeni maceriral? Pač ti pa uložiš not, da dobijo okus. Uložiš v kaj? Pač v sladkor. Mislim, jaz sem uložil v med. Aha. Torej sirup uložiš v med. Ne, Ingver sadje. sem dal not v med. Tako da bi bil pač ginger taste honey. Daš 10 tega, 10 unega, vaniljo sem dal not. Kaj 10 česa? 10 mililitrov. Česa? Pa tega. Jaz tega meda in ingverja. Kaj je ta piča iz ti? Ja, To to je so vse sirup. kliče. A to narediš? Torej kaj, daš sirup, daš med Ne. in ingver. V glavnem pič ti, narediš tako, da narediš čaj. Čaj? Daš ena pač sladkorja, ena z tega čaja. Okej. To Torej to je pač ful zrežeš- sladko. Ja, Ok. ful. Zato daš ful manj not v koktel, ne? Ok. In pol imaš, daš v med ginger, pač pustiš tam, da Okej. dobi test. Okej. Ginger je To in ingver? to, ingver, ja. Okej. Vanila stek. Okej. Palčko vanilje, vse angliško. In Paličico vanilije. Jamaican apple rum.
pač je Jabučni rum iz Jamajke. Ja, ima nek taste po jabolkah. Kaj ni rum drugače iz sladkornega, ama okus? Sladkornega, ja, iz unega Sladkornega trsja. Sugarcane, ja, trsta. Sugar daddy, ja. Ja, to je Columbus prinesel. Okay. Christopher. In pol je imel, in pol ima okus pa po jabolki. Ja, in 20 fresh lemon juice. 20 ml limone. svežega limoninega soka. Ja, veš, ko mi je jebeno, stari, že 2 dni se lomim, ne znam govoriti več. In v bistvu eno šlico je real smoky whisky. 1 spoon of real smoky whisky. Je pač ima vonjen okus po Ali je ponosen? dimniku. Po dimu. Ja, tak vonjen okus in to vse Po dimu. pomešaš, Čeprav prešekaš, se lahko tudi ti sam zadimiš, ne? Ni tudi sami to Ja, dimijo, to se učiš na mixologiju. To si dal? Zadimiš kaj? Okus. Čikom. Ne, Ne, oglje, recimo, les. daš gor na koktel, zbereš cimet, recimo, če hočeš, da ima ti pač koktel flavored po cimetu, zažgeš, pač gre to not, da se ta Okay. in pustiš tam par minut, preš pred gostom in polmavni. Ja, okus tak, Vonjen okus. zažgan okus Ja. malo. To sem že enkrat, en rum sem tako dobil. Okay. Kdaj bojo lahko ljudje spravili ta koktel? Je kje, kjer lahko spravijo ta koktel? Ne vemo še. Napišite Timu na Nimam Instagram. odgovora na nobeno vprašanje, ker me vsi že gušijo 2 dni, kaj mislim v lifeu, kaj ne mislim. Ne vem, nič ne mislim. Iskreno nič ne mislim. Ne, jaz sem kot se razumel, ti imaš tudi ponujaš storitev mešanja in Ja. streženja kokteljev na zabavah in Ja, raznih ja, to prireditvah to ter definitivno. porokah. A? Na porokah. Ja, si rekel, da vse, boš. če Ja. pač, zdaj imam certifikat, tako da ste me lahko. Pišite mu na Instagram, Ja. dela za zelo malo. Ja, to je res. Ko vsi bartenderji, ko pač je. Ja, je bilo zanimivo, ki je rekel Tim, to je bilo najbolj zanimivo, ki si rekel, preden si šel, da boš lahko ful več zaslužil. Ja. In prva stvar, ki so mu rekli, ko je prišel, da ne bo dosti zaslužil. Ja, prva stvar, kar sem rekel, če pač biti bartender, to pač je poklic, ki ne prinesen ful denar. Ja, čakaj, ne da tudi to. Zdaj ti imaš certifikat Ja. in to je črno na belem, ti manj toliko ne mora nekdo plačati. Ne več je to tako. Mislim, ni to. Jaz se ne spoznam, ti si meni to tako ni, predstavljal. veš kaj je fora, to ni stopnja. In to ni to tako. Čuješ, to ni stopnja izobrazbe. To ni stopnja izobrazbe. Ja. Pa če imaš ti prvo, drugo, ja, če 3 mesece, en mesec je bil tam, kaj, privadi ljudje so na faksu. Ja, ok, ni da sem zdaj jaz what, da ne dobiš izobrazbe, ampak pol kaj v bistvu je to? Certifikat, To je ki ga lahko, certifikat. če ga nekdo ceni, ti plača več. Ja, pač tu ti, ne vem, ti v Barceloni boš težko dobil službo brez tega certifikata v baru. Ok. To je pač bolj za tujino, ti pogledano, ti pa daš. Ali pa za nekoga, ki pozna to, za nekoga, ki to pozna. Ja, predstavi malo ta bartender svet, jaz ne V poznam. bistvu pač je v tujini ful je pač popraševanje, mislim, ful vsak bi šel delati to, ampak moraš imeti certifikat, mislim, vsak dosti ljudi hoče to delati. Torej za reč v tujini, ti že ta natakar in to ne moreš brez tega biti. Lahko delaš Mislim, ja, natakar, to... kavice. In Bartender. to je to. Ja, mislim, ne boš, ali pa boš back bar, težko boš pač Okay. bartender. Ker moraš imeti speed, moraš pač imeti vse, moraš biti spreman, da te bo ni samo dano Speed. tu šank in, Spid lahko kupiš. in delaš. Ne, tako da to za tujino se ful splača, ja. Ful zato, ker te vzamejo takoj, ne, ker vejo, da si certified. Okay, tle Pa, pa, če jih ima pet, ki se jih je prijavilo in 4 nimajo in ti imaš, pač boš šel noč sigurno. okay, torej tle pri nas to ni cenjeno. Ne. Bomo mogli dati en pool, ker bomo lahko ostali brez še enega voditelja, če tim gre v tujino. Tako da moramo dati pool, ali tim ne gre ali ne gre. Ker jaz vem, da bo odgovor, da ne gre. Tim načeloma ostaja do načeloma. Do nadaljnega, zaenkrat. Do nadaljnega, načeloma do oktobra. Je rekel, da bi me opustil en mesec prej. No, glavno, če vsi hočete spoznati Tima, preden mogoče zgine, 24.2. ob 6. Heltoro, burgeri, člani burger in Jure, ti si imel ful dobro idejo. Moja ful dobro ideja, da bi lahko ti miksal koktejle. O, To je res dobra ideja drugače. to dobra ideja. Jaz sem za. O, tako da, ej, pridite na Lahko burger naredimo člani special in še drink. koktelček. Lahko naredim drink. Special drink. Komod. Ne premjera, otvoritev only special člani drink za drinknic z burgerjem. Ok, to je bilo fire. Ok. Fire. Ne, tako da ja, valjda, jaz sem za, pridite me pogledat. Jaz sem zaprite me pogledat. Ker sem še tu, se opravičujem za
predstavitev vsega danes, ampak sem... Torej, vsi, ki ste hoteli iti na to Mixolo, če ste zdaj ugotovili, da... To si res rekel, kaj je nadiva. Pač v glavnem, oni, ki hočete priti na moj event, pridite, za druge se vidimo, ko se vidimo. Lahko najamete tu zdaj za karkoli, kakšen catering. Ja, če Za karkoli ga lahko najamete. Lahko tujte. tudi koktejle dela. Lahko karkoli Zidat hišo, Glej, vse. 2 roke imam, znam jih uporabljati, karizmatičen sem, dolg čas vam ne bo. Če imate Tako da- pekalo sledodarno, tam pride bolj prav. Ampak jaz se upravičujem za predstavitev tega, ker mi ne... Dobro, v glavnem zdaj znaš No. miksa drinke. No, daj povem malo, kako pa je bilo družabno življenje Tako v tam. Barceloni izkušnja Ful nasploh. dobro, glavno, to je bila pač ena iz mojih najljubših tako mesec v mojem celem življenju, res, pa ne, mislim, ful sem se učil, je res, da sem ful učil, ampak je ful dobro, ker si pač redko kdo je bil ti po svoje družbice, si pa večinoma jih je bilo samih, tako da si se pač res mogel jaz. Ti si, to je tvoj perfekten teren. Ja. Zanimivo sem bil edini gej med 80 ljudmi tam. Lahko si uniše, ki je bil rekel nisem. Zakaj je to zanimivo? Ja ne vem, da ti pogrem v Barcelono, da ja bom padel v skupini, uhvatil enega, razumeš, ki je, ko jaz ti ne ni bil. Pa ti si neki rekel, da dosti hopa cupa v Barceloni. Ja, to pa ja, v Barceloni mislim, da tako ni nekega Kulture. gay, straight, karkoli, mislim tam pač je. Samo sekaj. Se vsi sekajo. Buža, buža. Ja, ja, every hole is a goal, definitely. In tako, ful dobro, ful sem zvenal ljudi, ful jih imam rad, ful sem se vzljubil z njimi, še posebej eno Italijanko, ona je bila... Ko si kličal? Kika sem jo klical, Troja sem jo klical, ampak... Shoutout Kika. Ja. Jure, shoutout, kjeremu članu moramo... Ne vem, ko si Shoutout Žiga Fiskione, operator Fiskione. v sauni. Sem Koša da Mora bom Klasi. vsem podcast, ne da imamo podcast. In? Vsi so mislili, da sem nek influencer, ne vem kaj, sem bil na košu, da sem bil, ne, več ne, to nisem influencer. Saj si influencer. Nisem, nočem biti influencer. Malček si. Zdaj si lahko influencer določen ljudi, da gre delati tečaj za koktejl. Ja, pač res, če vas ta stroha zanima, vam priporočam, da pač se ful stvari naučiš, res. Speed dobiš, ti pa pač, moraš res se ful stvari naučiš, pač ne vem, kako Speed dobiš, šta? Dobro, znam, tim, ne- Sorry, ti international. Danes se izražam, ja, te tvoji stavki I'm so- skupaj prihajajo. Jaz sem unit, le ki ne zna slovensko, prosim. Ja, ne, Zdaj- danes, jaz se vam opravičujem. Nekaj me boste meni uničili. Je žal za Dobiš speed. Ne, ne, ful dobro, Barcelona je zakon. Dobro, to si rekel 15krat. Povej, kakšne dogodivščine, On se adventure, kaj se je kaj On se zgodilo. ujame v tistem lupu in pa ne znaj pa. Kaj se je kaj zgodilo? Tako, kakšna prigoda iz teh vaših žurkic. No, in povej tako. tvoje dogodivščine. Moj dogodivščina. Povej, kakšno dogodivščino. Jaz sem bil trojčko, Kaj so? Tip ženska, ženska, ženska. dva tipa. Imam posnetek, sem pokazal Juritu. Jaz bi tudi videl. Ti ono veš, ko zmastiš pajka, pa pogledaš, če je res smrtno, tako je bil ta video. In bilo ful Kaj imaš na zanimivo. telefon? V bistvu ni bil video trojčka. Ne, samo ni Ne, ma bilo. dej zvok še zraven, da se Da vidim slišijo. live reaction, ajde na podcast. Ne, ampak dej še zvok. In kje si ti? Ja snemal! Čik, trujec, malo pauze. Če je bilo težko, stari, ja bi ti ritem, no. Ne, ma v bistvu, zdaj smo, v bistvu, kar je pokazal, je vsega z dveh gej tipov. Tako, ja, in on je pač snemal. Snemam, ja. To, Sorry, ma so imeli tempo. ja. Ja, to je bil aplauz za diplomo. Sem bil, ja, to je bil aplauz. Torej, tim Barcelona bi se preselil tam? Ja, ampak ne zavedno. Tako, za... Da med vikendico. Ja, Zavedno itak ne- Živel bi živel na enem otoku, kjer je cel čas dogajanje in bi delal v nekem baru pri morju, lepo bi šekal, tresel rit. Boli me in to je to, ja, na free, full. Ti, Jurček. Jaz bi pa šel živeti nekam v Azijo in tudi tako bi šel mogoče, ma ne za cel čas, recimo na max pol leta in pa bi prišel nazaj. Tako enkrat na leto bi šel. Mislim, da doma je vedno najlepše. Ja, itak da je. Meni je bilo že 2 meseca, ko sem bil... Ti je bilo preveč 2 meseca, ti si Ne, videl? ni bilo preveč. Je bilo pač premalo. vsakemu. Še bi bil mogoče še s kom, bi lahko bil še komo 2 meseca. Aj, ti si šel sam, ja. Ja. Jaz sem bil sam s sabo. Ne vem, meni Be se res myself zdi, da and I. pač na koncu koncev, no, pač vsi, ko gremo domov, pač nam je tam najlepše. Ja, ker veš zakaj, dom je tam, ker so tvoji prijatelji. Kaj lahko sploh končaš odnos s pravim prijateljem? Ja, po what? mojem, ja. Ja. Tako da ne. Prije do situacije, kjer moraš prekiniti nekaj, pač ne more biti zavedno, če se zgodijo stvari,
ki niso ok. Ti imaš enega kolega, ki niste več kolegi. Pač, Ja. Vsak ima kakšnega kolega, ki nisi več no, to se kolega. več Ja. ne družite in to je to. Jaz imam tudi kolegice se pač več ne družimo. Smo se Ja, ali rašli. pa to je življenje, ne te razide, pač sprejela, prej ali slej, zato ker imaš pač drugačen point of view, imaš drugačne ideje, imaš drugačne prepričanja, drugačno službo. Pač tekaš, eno je, da si res friend, naprimer, evo, ti da se zdaj preseliš na Bali. Ja. No, ok, in zdaj rečemo konec podcasta, konec vsega, pač, kaj mi bomo bili še kaj in tač. Ne vem, če vzamemo za primer Ano, ne. Ja, no, se vidiš, naprimer naša bivša Dobro, jaz sovoditeljica sem mislil, Ana. da smo jaz in ti več kot samo pač sovoditelji. Ja, ne. Ja, no, zdaj zato sem te vprašal, ampak naprimer Ana, naša sovoditeljica, je zdaj dobila full-time službo v gledališču in dela po cele dneve. In pač se je rašlo, zdaj, ki nas je to združevalo, nas niti to ne več, ker pač nima cajta in zdaj pač smo kul, samo smo se rašli. Pač življenje pride vmes, se mi zdi, da pač, pa se mi zdi, da v življenju je to praznost, to jaz doživel v Barceloni, je pač, je prav, da imaš vedno nove ljudi okoli sebe, mislim, ne vedno, ampak da imaš stik z ljudmi drugimi, da Da vidiš, malo miksaš. da miksaš energijo, ker tako rasteš iz dan v dan in se učiš nove stvari iz dneva v dan. In vedno uniki ti je pač vesolje pošlje v sebo, ki ti jo pošlje vedno z nekim razlogom, da pač povlečeš ti neki in on neki. Tako da pač je... Sem zdaj bil prejšnji teden na Pop TV, smo neki delali, neke skrivnosti. Okay. Jaz sem spoznal eno ekipco in sem povabil 2-3 člane z te ekipe na burgerje. In so rekli, to je full nice, ki ta tip, ki sem ga povabil, vem, da ima 36 let. In je rekel, to je full nice, ki v mojih letih pač jaz tako ne minglam več krogov. Imam svoj giro, svoje kolege in to je to. Ko je rekel, jaz bom full prišel, pač ti si mi kol in tako malo, da spremiš kolje, malo vidiš, spoznaš koga novega. Rekel, to na stare leta se full pozna. Še tako, če si karierno driven, Ja, je rekel, valjda. pač si ne vzameš časa. In Ja, ma tu je, sem veš, ful poznal. komu se pa da če ti ne vem, jaz ti povem iskreno, tu jaz sem pač imel, ja, tam smo se vprašali, si najdu si bestico, ne pač bestico si nisem najdu. Zato, ker jaz pač imam svoje ljudi, ki sem gradil z njimi odnos 10 plus let in nimam jaz časa, ne in energije, ne volje zdaj z nekom graditi nek tako globok odnos. Pač, valjda imaš rado sebo in to, ampak je drugače. To tu ištekam, ko ima toliko in toliko let, da pač je pip, da pač... ja, ampak Ne ti da, pravim, ne. je rekel pa, da je full nice, Je da je lepo, prišla taka valjda. priložnost. In si ne rabiš z vsakim vzpostaviti res globok odnos. Ne. Lahko je pač ono, kaj ti. Zato pa mi je to bartenderstvo všeč, zato ker smo vsi tam taki. Pač vsi vemo, kako, pač vsi hočemo živeti tako. Ker vsi iz te skupine smo bili, da bi rad potovali po svetu, spoznali nove ljudi, veš, in da imaš cel ta tempo, zato ker je res full stick z sočlovekom, pač konstantno. In je pač to je meni bolano, to je meni res ena. Ja. Ker res tu jim vidiš mentaliteto, energijo, spoznaš. Vedno nek, veš, ker življenje pa je res, vsak dan se nekaj novega naučiš. Jaz full to gledam situacijo kot, kje porabiš svoj čas. Pa ne da ga s katerimi ljudmi wastaš, ampak jaz sem full kolegov cutal off, v smislu samo se na drugem več z njimi, smo še vedno cool, samo zato, ker pač nimam cajta. Pač nimam cajta. In rajši porabim cajt z unimi 3 dobrimi kolegi, ko zdaj vsak dan planiram pijačo z novim, ki pač kaj mi pomeni dejansko v life v nič. Ja. Se strinjam. Tako da, če bi šel ti Videl. na Bali, jaz bi bil še vedno tvoj kolega. Ma se, Ja, lahko prijem tebi na če bi dopust. šel jaz naslednjič na Bali, po mojem bi šel kdo od vas z mano. Kdo? Da si Kdo že z rekel mano? malo tako, ne. Kdo bi šel s tabo? Prideste z mano. Ja, pač. Ja, jaz bi šel. Vse bi šli z mano. Ja, bi šel. Kaj pa bi vzeli si neko vilo za 3-4 mesece? Ti bi šel toliko. En mesec jaz bi šel provat, tako nekam. Samo greš en mesec, pol veš lepo. Ja, ne, jaz bi šel, če bi šel za toliko časa, bi šel delati. Ja, se bi vsi delali. Se vzame še oprema s sabo. S ful pogrešam, veš kaj, en izmed lepših občutkov je bil, ko sem vozil se po enem otoku z motorjem, brez čelade, ne tega delati ljudje, in poslušal muziko in sam sem bil na cesti. In tako, ne veš, vse sonček, lepo palme, res sem se, Ja, ono je bilo po mojem en izmed lepših vibov, ki sem ga doživel. Tako, Valjda. tako da ja, ne, lepo je tudi tako, ker je res drugačna kultura. No. V Barceloni ni spet toliko drugačna. Ni drugačno sploh. Isti Pač so. samo malo bolj nightlife. Ne, malo bolj so Španci. Ja. Veš kaj tudi, zdaj študiram. Jaz se ne družim več z enimi kolegi, ker pač nisem se mogel družiti z njimi samo zato, kakšni so bili. Ne vem, sem imel en kolega, ki je bil zelo fucking odločen. Nič se ni mogel odločiti. In mi je šlo to na eni točki toliko na kurac, da sem samo rekel, član moj, pač
ne moremo mi več se družiti, ker namesto tako, vsi mi je lepo združiti tamo, namesto da 1 uro porabimo, mi se družimo 3 fucking ure, vsi mi je lepo, imamo fucking life. In to je prišlo na eno tako točko, ki si samo frustriran in frustriral je vse okoli iz sebe in je bilo samo, dej, ne, hvala. Plus, sem zvedel ta kolega, vse to sem že enkrat omenil, ne vem, zakaj mi ni prišlo prej, jaz vse vem o friend grupi. Tako, vse deep secret od vsakega vem, zato ker vsak je zaupal njemu. In pol meni je klopnilo, fuck, pol tudi vsi drugi vejo o meni. In pol sem jaz rekel, ja, veš kaj, takih ljudi, naprimer, jaz ne rabim. Tako da takrat sem jaz s takim človekom končal odnos. Ker pač, Ja, valjda, ja. pa ni da je slabo oseba, samo ono, ne rabim. Rajši porabljam čas za druge stvari. Ok, ti si zdaj bil v Barceloni, Ja, nisi prej poznal nobenega dol? Tjašo. Ok, dobro, enega si poznal? Ja, Pa še pejote te je prišla pogledati. jo te li šla mimo, Ja, sem videl, ja. hodila po Evropi malo. Ok, za reč, kako spoznati nove kolege? Tako enih 5 steps, Jaz kako sem spoznati imel nove kolege. ful dobro priložnost, da pač smo bili vsi skupaj v hostlu. Ok. A, cel ta bar, tečaj. Ja, ja. Ti mi je prišel, cao, Ja, kadilnici pač. Tako, če kadiš, si, ja, Ološ. ti je ful dober trik, da pač ko greš v načik in to, ono, ne vem, nimaš fajerja in tako začneš, no, imaš fajer in začneš pol Ej, debatirati. tudi če nekaj ziste, vprašajte, imaš fire in on te bo vprašal, zakaj je lik, da klepetamo. Pač, ti bojo Bodi zapolnili. spontan, ful. Head of meni, sleči se in teči na okoli. Ne, ampak bodi pač tako ful, go with the flow. Takoj boste takoj začutili, kdo je, kdo ni. Ker kdo ti bo všeč, kdo ti ne bo. Pač takoj boš vedel, kam, kje boš najdel svoj. Kaj si naredil tudi kakšen prijateljski odnos z moškim ali samo ženskami? Sem tudi z moškim. Ki se pol niste poseksali. Ampak kot prijateljski odnos. Ja. Ja, A, dobro, ok. tako Prav je. nisi prepričljiv preveč. In pač debatiraš, moraš biti fulno, ola košami. In reč, kaj jaz, kadiš čik, malo debata levo, desno. in Si pol rekel, vidiš- hey, you know I have a podcast. Ja, tudi to sem povedal. Pa imaš ti po pol, greš valjda na drink. Če Priporočam, da se čim prej napijeste skupaj, zato ker pač takrat se najbolj sprostiš in najbolj vidiš, kdo je zate in kdo ni zate. Takrat pač padajo vse maske, vse morale in vse. In takrat veš, kdo je zate, kdo ni in tudi ti boš sam šel v kurjem, ki je. torej alkohol je rešitev. Ja. Jaz spomnim, ko sem šel na Tenerife, ko sem šel z bratom, ko smo šli tudi v hostel, je bil v hostel, je bil full vibe, se spomnite, ne, če sem ga dal kakšne storije. spomnim. Ja, ko ste vi tam koga spoznali, ki vem, da ste se pjakali. Z vsemi smo se spoznali. Pač ne, jaz sem tudi tako bolj odprt, razumeš, samo se pač nisem napil z vsemi, ampak tudi to sem se. Tako da, ne je bilo pač ono, ne vem, tam so vsi sedeli, pa prišlo, kaj vi, koša vi, ono, čau, gremo se kaj družiti. Torej te ne sme biti sram, Ja, ne sme biti sram rejectiona. Ja. Mislim, Vsi so tam, da se imajo lepo. Ne, drugače so ljudje, tudi pač ful ljudi pač k meni pristopilo. Veš, je bilo ono, pač veš, ko je ful ljudi pristopilo. Sem šel v bazen, tako je prišla neka tam curica, ki je delala v hostlu, kaj ti, evo nič, jaz sem sled, ti si sled, prvi bila še na Slovenka, tudi tako pač. Ta je bila najbolj zaprta. Od vseh, razumeš, že stari so bili bolj, pač Slovenci Ne, so ma, bolj je ful zabavno to, res spoznavati nove ljudi. Samo reš, moraš pač biti odprt, da imaš tam zategnjen in čakaš, da bo nekdo prišel do tebe, pač boš sam. Ampak to, da se pač je. napiješ, pomaga. A? Magari prineseš flašo. Ja. To razbije led. Razbiješ ljudi. Kaj pa, če nisi v okolju, kjer lahko piješ? Razbiješ njega. Ne, pač Nova služba, šola, kaj tako bolj, veš? prdneš ful na glas, tako da brekaš aj. Ne, jaz Bolj bo tako... rekli, ti smrdeš. Ja, kaj. Ne, ti pa, ne vem, ko sem jaz tako, ne vem, pa če rečeš, ono, kaj ti, kam naročili, kaj zjesti, ono, neki, kje se je, ono, kaj, veš, Ja. veš, ti pa scena. To, Ali pa iz kje si. No, to se že ajde, Ja. pick up lines za Ja. frende. Ja, pick-up line si za frende. Kako bi jaz moškega za prijatelja In dobro? meni ful lažje kolegico dobiti kot kolega. Ja, ja, se mi zdi, da ženske je ful lažje. Ne Ne. vem, Ful ful. bolj, Ne, zato ker itak, veš kaj, ste dosti krat rejectani in postanete prijateljice z vsemi, dobite prijateljice ženske, tako je, ne. Pač ti itak to delaš, ne si rekel. Ja, jaz ni, da sem rejectan, ki se ne pustim, da sem. Haha, trik. haha, pick-up line je lahko, ne vem, gremo kaj spet. Ne, veš kaj, recimo full dobro pick-up Imaš line je, fire. to je dober, če kadiš, ampak recimo dober, če ne kadiš, je ono, kaj si, jaz rekel, kaj vi, ono, kaj ti?
Izkesi, ali pa izkesi. Ne, češ kaj ti, čau, Jure, da nisem prišel, kdo si ti? Najti neki pade na tla in pol ti pa pomagal pobrati. Čau. Pa, dejansko se mi zdi, da si tako najbolj pošten in poveš, kaj je tvoj namen. Čau, jaz sem notle, kolega, kaj ti, da mu res poveš, kaj je tvoj namen. Bilo komu. Tudi uniki gre ponavadi v hostel, so odprti ljudje. Ja, kot si rekel, ti direkt pridi tam in čau. Kaškome, jaz sem nov, ne poznam nobenega, kaj vi? Kaj vi, ja. In čau. Samo ne bi to Če je ženska, drugače, res je lažje, ki vidiš, kjer si všeč. Vidiš, moški je samo uno. Ja, samo tam sedijo. Ne, moški je uno, pač uno, 5 stranki so te ženske. Ja. Ne, moški ti pa večinoma čakajo, uno tam sedijo vsi. Ko smo bili samo tipi v kadilnici, smo tako pač sedeli. Gledali se. In se gledali in večinoma bili tiho, dok ni prišla kakšna ženska, prosto si njo začeli gledati. Ja. In se je bilo to In tem bi uno. Ja, prestica, neki tak so se lizali z mano vse, tako da. Ja, ful smo se. Kaj si vse hvatil dol? Mislim, si prišel zdrav nazaj? Ja. V bistvu bil sem z 5. Nema kaj se to šteje, pač ti ljubčkov? Ne, sekso s 5. Jesus, to je ko jaz v lifeu, ono. Ok, je to dosti ali ne? Ja. Meni, ko si rekel prej, zdaj si rekel, stari fukov sem. To je več kot enkrat na teden. To dosti? Ja, pač en mesec sem bil tam, učil se. A ja, ma nisi samo 5krat fukal, ampak s 5. Ja. Ok, no vidiš, tle sem jaz zamešal, tle mi ni šlo v glavo lih. Pač, No, je v redu, ne rabimo detajlov, no. Je v redu. Če kdo rabi detajle, lahko mi piše. Bom povedal, sem odprt. Kaj misliš, da, kot smo zdaj malo povedali, da tipom je lažje pristopiti do ženske, ker žensko je lažje biti ranljiv kot z moškim? Ranljiv, ne, ali obratno. Ja, ne, se strinjam, pač, da se to definitivno strinjam. Prej boš ranljiv pred žensko kot pred moškim. Pač prej boš jokal pred neko curico, kot boš ti začel jokati pred, ne vem, nekimi unimi, veš. Ola. Jure? Se ne strinjaš? Ma ne vem. Ja, čeprav... Veš, tudi zdaj, ja. Ja, verjetno ja, no. Mislim, jaz sem dosti bolj odkrit z ženskami kot z moškimi. V smislu? V smislu pač bom povedal, pač bom vulnerable, ampak res moraš biti ful mi blizu, da sploh bomo, razumeš, pač. Ki drugače jaz ne vem, itak dosti krat sem jaz sploh ne, Zakaj si ne dovoliš biti ranljiv? Ja, ne, zato, če si ranljiv, lahko ste nekdo rani. Ne. Zakaj te je strah biti ranljiv? Je, ker nimaš nadzora pol nad sabo. Zakaj ne? Ja, če si ranljiv, to pomeni, da si ranljiv. Ja, jaz ful hitro jočem. Ja, ma ne vem, če pomeni jokat biti ranljiv. Pač tvoj ranljiv Ne, tudi, da poveš nekaj tako, kot sem jaz zadnjič povedal, ki je dala komentar. Se je pač, meni je bilo strah rejectiona in to je malo tako biti ranljiv. In zakaj si tako ja, ampak, ok, ne, vse si upam jaz to povedati, stari. Ampak ne, bolj mi je da ne vem, zakaj bi rabo biti. Mislim, ne vem, če mi kaj koristi. Ti si ful tako bolj emotionally zaprt. Ne. Ja. Ful bolj od nas, definitivno, od mene se posebej. Jaz kažem grad povem, kar hočem, da ljudje slišijo, on pove še preveč, ti pa robot. To mi je dosti krat, to mi je oseba dosti krat rekla. To se mi zdi, da pač pride tipo otroštvo, po mojem, mislim. To se mi zdi, da je neka vzgoja. Po koga gledaš, pri meni doma smo več vsi bili bolj ranljivi. Ma ja, ne vem. Veš kaj mislim, ne vem, pač ko sem rastel, sem videl dosti krat pač. Več odvisno, ko vidiš svojega očeta. Ja, se to. Aha, tvoj oče je cel nek zajeban tip in zdaj mora biti se... Ne vem, če je to zaradi tega. Pač, da ti pač pridobiš to lastnost, ker kot mali gledaš svojega očeta in pač ti je zgled, ti je prvi zgled, da pač. Mislim, je pa res, da to ima ta emocija od moškega drži neko težo. Jaz, ko sem zvedel... Če se tim začne jokat, je pač vse hudo, samo ti se jokaš ti za bedarije. Ti si se jokal pred šel v Barcelono. No. Jaz sem slišal, ko tim joče. Meni je bilo to awkward. Sem slišal, je bil pri Luni in tim zadnjem, veš, ko se čudno odrasel moški joče. Ne bilo čudno. Ne, ma je res, da pač, kadarkoli vidite jokat, ni panike, če se smejete. Jaz gledam, ko Kim Kardashian jokam. Zvoke spuščam, aj čau, tako da sprejmem smejanje. Jaz sem spomnil, ko sem prvič
ko si začel prvič delati, veš, zdaj sem navajen, ko ti veš, neke dramice imaš, ne, veš, ko V narediš. glavi, ja. Ko narediš dramico neko, veš, ki Ja, malo. vzameš tvoje torbice na kockice in greš stran, ne? Ja. Ja, ampak veš, zdaj se meni zdijo moške emocije tako najbolj težke, z največ vpliva in najbolj realne. To je kot vsaka stvar, to je isto z besedami. Če jih ne poveš dosti, bo imele une veliko težo. Jaz sem mojega starega videl, ma ne joka, da je imel tako malo solzne oči, mogoče ena je pritekla, ko smo sedeli za mizo in jaz sem rekel, da sem zmagal v kanu. Takrat sem ga jaz prvič v life videl malo solzice in to bilo ono, fuck, stari, fuck. Ti so še ti jokati. In takrat, mogoče ena solzica je prišla, ampak takrat vidiš ono, fuck, ta moment je res, da je breakal človeka, da ti je pokazal, ta moment je special. Valjda da ja. Zato Meni je, da se zdaj si postaviš vlažne učke, dobivaš. Ja, je pač lep moment bil. Valjda. Jaz sem tako, meni, da bi videl mojega očeta, da joče, jaz bi šel po moje, meni je bilo neprijatno. Ja, ma od sreče ali od žalosti? Od obojega. Zakaj? Ne vem, ki to pač ono... Viš, ki to se ne dogaja. Ne, Moški ne izražajo čustev. ja, ampak tudi, vse to ni prav, ampak tako, da bi jaz videl, bi jaz bil ono, wow. Ja, pol veš, da je res, no. historical, da pač moški, pač se mi da to, zato vedno je to, ker mora moški pač zgledati tako, ne vem. Ma meni je to po eni strani ful dobro, Ja, saj stari. je, pač. Pač ono, Zakaj pa da ni si bi stabilen, pač ono, okej, sej lahko si čustven, ampak ne vem. Jaz sem pač malo pizdica s foljočem. Ma ni nič narobe s tem, ampak samo hočem reči, jaz sem bolj tako pač ono, da sem žalosten, samo sem pač ono, ne bom pa niti ono doma, da bom veš, ne bom se vse, da bom prišel, da bom bil žalosten zunaj in ne bom jokom prišel, da bom jokal. Za kakšno punco? Sem jokal, ampak vidiš. ampak dosti časa nazaj. Ampak v smislu ne zdaj ono, veš, Ma ne rabiš sem mislil, da bom histerično. jokal, ampak ono, veš, tako sem bil ono, kaj, dej. Veš, ono, dej, Sam sebi si pač ono rekel, javno, neka dobro. pička. Ne, ma ne tako, ampak ono čudno je mi bilo. Pa pusti to ven iz sebe. Ja, meni se ti pravi, da daš. Ne vem, ja, sem Mislim- delam tle neki jakega manira. Se pa strinjam s tabo, da ne rabiš jih spet ful odprto kazati. Ne vem, moja meni vedno reče, fuck, jaz sem najprej mislil, ko sem te spoznala, da ti tako nisi zmožen emocij. Pa to vse ženske neki reče, ki hočejo kaj, da boš tam jokcal in se smejal in boš kona, da boš. Ja, mislim, to je meni Še ono, tudi to ni glih kul, ono. Je lepo, da je punca tam zate, ampak meni je tako jokat pred punce tudi. To je malo je gej. Ma ne da je kaj narobe, samo veš ono, moj šit bom zrihtal. Ne rabim zdaj to jaz smetati. Ja, ma to moraš je, biti, ta debata je zoprna samo zaradi tega, ker meni je neprijetna. Ja, je pač se mi zdi, ne vem, ker pač se počutiš, da hočeš biti ti ta stena pred. Ma ne da se počuti biti, ker če se jaz s sabo delam, da sem stena, jaz sem pol sam sebi. Ja, ma, In če se začneš jokat, pol si ono tako, evo, si izkazal neko svojo ranljivost, ne? Kao. Ja. Ma vidiš, zakaj bi to biti ranljiv? Jokat? Ja, Ja, zakaj ker te se pokažeš pred nekom v šibki obliki. Si res mogoče za to Ja, to ne vem, šibkejši? ja, jaz se to pa ne vem. Ja, I Viš, guess. eni pravijo, da si manj šibek, če se zjočeš, kot če se ne. Kaj pa je vaša misel o tem? Napišite. v komentarjih. Veš, zakaj je jok mogoče zoperen malo? Zato, ker Kaj nimaš ropčkov? nimaš, ne, zato, ker je, fuck, stari, se ti se zaved, da ne začneš jokat, ne? Ja, ti ni da... Mislim- Tako, za reči, ko... Moče, da zgubiš Ko nadzor. veš, ko kihneš, ki ni da veš, da prihaja, ampak pride. Ma Ja, dobro. da bi okat, ne. Ja, ti si itak igralec. Ti si kalec. Pač lahko, Ti možeš so z oči. lahko naredim pač solze, ja. Wow. Ok. Ja. Ofa. Mega. Ok, zdaj moram povedati eno štorijo. Fuck, jaz sem pustil eno pupo, Dara, ne bom povedal fajnensko. V glavnem sem pustil eno in ona se je tako jokala na meni in meni je bilo tako bala, ki te je meni padlo? Ne, meni je bilo bala, ki meni ni hodilo na jok. In poleg priznam sem se malo prisilil nekako, da pojokam, da je pač njej lažje. Ja. Počutil sem jokal, jaz sem gledal, pač toliko prišel na Drugače. veliki, fuck off, ženska spizdi, ampak ajde, rabiš moment, te bom držal, te bom bjel, guče, ampak pol stran in mi je bilo bala, da ne vem, še jaz nisem izkazal emocije. By the way, tim ima tem ono besedo Gucci, ki jo uporablja. Ne vem, zakaj, kdo mi je to dal nazaj v besednik in tako, Besednjak. Zdaj gočen sem bil malo. vse, ko je dobro zdaj, ne vem, zakaj rečem, ej, guči. Meni se zdi, da ženske včasih zlorabljajo jok. Ja. Aj, Se točno, strinjam. ti si meni prav, da fulne zaupaš ženski, ki joče, ki ne veš, ali joče ali ne joče. Ne, ker
jokat ne pomeni, da si ful bolj žalosten, kot jaz, ki ne jočem. Razumeš? To, da jaz ne jočem, ne pomeni, da nisem žalosten. Sej zato sem se jaz In pol ti reče, ženske so nama, ti si ko kamen, zato ker ne jočeš, štekaš, ampak to ne pomeni, da si ti... Zaradi tebe vseeno prizadelo. Ja, ne, ker veš, to da ni... Več, recimo, sam primer, ne vem, seksaš, Ja? tudi če ti ne pride, pomeni, da ti je pasalo. Okay. Ja. No, to je jokaj, lahko ne jočeš, brez da ti teče solze. Lahko si še vedno žalosten. Hej, dober primer. Se mi zdi, da ženske začnejo prej jokati, se mi zdi tako overall. Odvisno od ženske, ajde. Ja, odvisno ženske, nas to je zdaj tle bo padli. Okay, ampak hočem reči samo, da meni se zdi, da to se zna zgoditi. No. Moški ne vem, če lik zlorablja jok, ampak zlorablja pa neke druge orodja. Kaj pa? Kaj, kako ženske manipulirajo ženske? Na milijon načinov. Vsak dan jih manipuliramo. Kako jih ti manipuliraš? Brez da izdaš svojih skrivnosti. Kako manipulirajo moški ženske? Pa z denarjem, fulkrat. Dobro. To so osnovno, ja pa ženske pa z jokom. Lahko. To pa je ful. Ja, mogoče samo nisem imel izkušnje to, da vem, se je kakšno zjokala in dobila kaj iz mene. Veš, koliko načinov manipulacije obstaja na tem svetu? Ti si pravi manipulator, Jure. Jure, Zakaj ne zmanipuliraš mene? Kako veš, da te nisem? Zmanipuliral te na to stolček. Mislim, se ne veš, kaj je bil moj interes v resnici do tebe. Po mojem tvoj interes je... Ma ti po moje samo hočeš furati to neko misterioznost. Just? Ja, ti si ful Ja, tak. da si kao ne... Ti ne veš, kaj jaz delam, ti ne veš moj life, ti ne veš nič. Ko na svet daješ ti to persono, jaz vam ful stvari povedal, ti ne bomo nobeni. Ker pač... Mysterious. I'm Jure, the mysterious guy. Pa lahko bolj... Veš kaj, Andrew Tate je rekel, da moraš biti malo misteriozen. Ja, tako je rekel Andrew Tate, jaz ne povem vse, kar se dogaja v življenju, vsem pizda. Jaz pač povem vse, briga me. Ma ne vem, fora je v temu, da... no to je pa ta moj kompleks, po mojem, ne? To je ta moj kompleks, da pač jaz, če... Več, ko ljudje vejo o tebi, manj imaš ti nadzor na tem, kar si prišlo, kar... Na meni mi je lepo ne imeti nadzor. Ja, Kaj si zdaj? Kaj si? Ja, ne, zdaj, ko se kot reče, več ljudi, ko ve več stvari o tebi, manj imaš ti nadzor nad svojim življenjem. Meni se da ti nasplošno hočeš imeti nadzor nad vsem, konstanten. Zakaj? Ti ne ful redko letaš gov. Ti pa jaz in ti, če se združimo, dobimo lih balans. Average guy. Pač dobimo lih zbalansiramo, ker jaz se pa ful tipo... Vse ti bom povedal. Ma ne, to je tako, Čeprav pri tebi pa je tako, ti poveš ful stvari in jaz ne vem dosti krat, kaj je res. In to pa je obraten način tega, kar jaz delam. Ja. In ti ni ta je normalen. Pač jaz edino, ker jaz ful stvari povem, ampak ful stvari se vedno ne vejo v meni. Tipo. Če ti poveš, toliko stvari se zgubi med informacijami. Jaz pač, ko povem, pa... Ja. Je edina stvar, ki jo poveš. Ja. Je tu jaz ful stvari imam, ki ne ve, tipo nobem. Mislim, tu par ljudi, 2, 3, 7. Ja. Dobro. Super. Ene stvari pa so tudi tako, da pač ne rabi noben vedeti. To se strinjam, ampak zakaj? Ja? Kaj pa greš umreč to informacijo? Ja. Ja? Meni ni težko nositi te teže sebe. Ja, si prav kdaj za bilo kakšno stvar neko težo si imel v life in jo da doli sebe? Bilo kakšno stvar. Ja, vedno imela tako 50 kg max. Ja, ampak ti ni bilo lepše, da si imel 50 kg manj na sebi. Fak, ja, valjda je lažje. Samo kaj življenje je lahko? Kaj ti ni lepše? Zakaj moraš iti čez življenje težko, v blatu, se gaziti? Pa ker je tak se je rekel, zato mu je Azija všeč. Bear Grylls, razumeš? Zakaj ti mora biti life survivor? Se ni mi rekel, da mi je survivor, samo pač lahko nešem svojo težo čez polje. Koliko na head. Ja, ampak zakaj? Ker nočem obremenjevati drugih ljudi. Ok, eno je, če razkrijaš svoje probleme. Ja, pa sej večer manj so problemi to, kar te bremeni. Deliti srečo ni težko. Ja, poglej mene. Ta lepa. Ja, tim deli vse. Jaz delim, je bilo lepo tudi, ki so nas vprašali, so prišli ti masterklase in so prišli eni, pač, ki so nam razlagali in so vprašali, pač, zakaj hočeš delati kot bartender. In jaz sem rekel, zato, ker pa tam da naredim ljudi, to make people happy. Da dam srečo naprej.
Ja, se to je zanimivo. Lepo, da se bolj so vsi veseli, nekaj napiješ, vsi so veseli in pa na koncu še ploskajo. Še veš, tako mislim. Tako lepo. Kaj pa ti? Ti poveš stvari. Meni nisi povedal ti nič v življenju še. Ja, ti veš več o meni, kot jaz o tebi. Ma kaj vem jaz o tebi, Matej? Več, kot jaz o tebi. Točno ne vem nič, ker tudi nisem nikoli hotel vedeti o tebi. Nisem te nikoli nisem prišel na neke debate. Ste vidva res prijatelja? Ja, ne, smo prijatelji v smislu do one globine, ki nam paše. Kaj je znanec, kaj je prijatelj? Just the tip, Tim. Just the tip smo, jaz sem just the tip, ampak we like the tip. Ma ti ful nočeš deliti nič z nobenim. Ni res! Ti si sploh zato, ma ne, vidiš, ampak po druge strani, ker nič noče z nobenim deliti, ko si kaj delil z mano, sem jaz to ful cenu, ki sem vedel, da tebi je to ful ono tako... Vidiš, zdaj, čeprav si ta stena, ko malo spustiš skozi, prepika, se spustim. Sem jaz to ful cenu, ki sem vedel, kakšen si ti. Se spustim, se povem stvari. Se povem, samo ful pazim komu. Ful pazim komu. Ti mu bi povedal, kaj, kdaj, samo pizda malo ti ne zaupam včasih. Da sem ful dober, ne za skrivnosti. Da si ful dober za skrivnosti, zapovedati jih. Ne. Naprej. Ne, ampak, vem. Ampak, tako... Mislim, glupe stvari tipo se zna zgoditi, da se napijem in mi zbeži. Ampak stvari, ki vem... Si mi zdi, da, veš kaj se jaz pol bojim dosti krat, da ti bom povedal nekaj in boš ti uporabil, ko boš bil ti v kakšnem drugem stanju, ko boš malo pijan in boš pozabil in boš to uporabil proti meni. Ne. Se je že zgodilo. To se meni fulkrat zgodi. Ampak tu, kaj, da ti govoriš to naprej? Ne, da pač nekdo uporabi proti meni nekaj, kar povem in da si Ti si ful preveč rabiš imeti stvari pod nadzorom in vedno biti tam. Ne, tudi to. In kaj pa te lahko prizadane? Razen da vidiš, da ta nekdo drugi človek je šupak malo. Pa ne vem, pač te ne prizadane, jaz pol. Mislim. V bistvu ti si ful ranljiva oseba, ampak to ne pokažeš. Valjda sem ranljiva, vsak je ranljiva oseba. Ful si ranljiva in zato rabiš imeti vse pod nadzorom, zato ker je strah, da če ne bo pod nadzorom, boš breakal character. Je pa, verjetno. Terapija. Karakter, misliš, karakter. Da imam karakter. Da igram en karakter. Ja. Ti se res... Da jaz igram to, kar sem. Ja. Mene ful zanima, kakšen si ti s punco na samem. Ne da igraš, ampak... Tipo se pustiš ti, ne vem, da te zmasira, da te ona malo... Pa valjda bi se pustil, da me zmasira, lol. Tako razvaja, se pustiš ti to. Sem pa opazil, da zadnje čase imam ful problem s tem, da se sploh sprostim. V smislu? Da stalno razmišljam o stvareh. Dobro, pa jaz te lahko komod. Ti ne razumeš na kakšen način, stari. Ja, pa nisem mislil, tako gremo skupaj v savno. Veš, ko sem najbolj sproščen, tako da sem sam, dosti krat. Pač vsak rabi svoj čas zase, to se 100% strinjam. Joj, stari, kakšne mi delate tle danes, stari? Što sem prej spovedal? Kaj si prej povedal? Ja, kaj si povedal? Ti pravim, da on je ful ranljiv, to je fora. On igra karakter. On play a character. Pa ni karakter. Mislim, ne, ampak pač ti ne spustiš se s tokom, stari. Vsak ima preference. Pač samo Jure ima rad življenje pod nadzorom in jaz ne. Ni res, ti imaš rad življenje pod nadzorom. Jaz? Da, ja. To, da si šel v Barcelono, si mogel narediti kredit, si vzeti, si mogel iti, si mogel si spakirati kovček. Nisi mogel kar iti. Če bi bil tako go with the flow, bi pa samo šel. Ampak te mogel nekaj... Fore to pa tako če reči. Če sam ne prevzameš te teže, jo more pa nekdo drugi. Ja. Ali more, recimo, ne vem, ti bom dal primer, ki mislim nič slabo, ampak recimo, ne vem, to je prijateljsko, ampak ne vem, Zara te je peljala na letališče, Luna in David so te prišli iskati. Ja, no recimo, ne, ampak jaz... Mislim, lahko bi šel tu in sam. Sem jim rekel, da me ne, se ne mislim tako slabo, ja, jaz sem to kot prijatelji, ampak primer bi... Mislim, jaz komod greš na avtobus sam, daleč od tega. Ma sem rekel, da samo pač primer, veš, pol nekdo drugi prevzame to, ne? Ja, in zdaj njim je to z veseljem so naredili. Veš tega, kaj hočeš povedati. Da vedno, ko pač daš to breme, da se zdi, da je nekomu drugemu. Jaz imam to občutek. Jaz imam to občutek, pa ni nujno vedno tako. Pač se je, da je, ampak on to sprejme, veš. Pač ti ful ne štekaš, ne vem koliko si jih imel v lifeu. Jaz ne štekam prijateljstva. Kaj je vloga prijateljev? Kaj meni biti prijatelj, ja. Pač uno, jaz on ne razume tega. Pač jaz da njemu rečem, Jure, sem na poti, ti vzamem što, ne grem sam iskat. Jure, sem na poti, uno, grem zase kupit, bom še tebi kupil. Ne, grem sam. Pač uno, ja, štekam. Dovoli si, da ti ljudje pomagajo, stopijo zraven. Bi rekli še to za na konec, da ti se lažeš kakšenkrat, da imaš to fasado gor?
Meni se ne zdi, kot da imam neko, jaz ne, to je vse, ko bi rekel, zavestno, hkrati podzavestno. Ja, valjda. Mislim, Zavestno, nezavestno. ne vem, jaz samo pač nočem biti, ne vem, zakaj vam pa to v sebi ugrajeno, da nočem biti ljudem V breme. v breme. No, to imamo vsi na eni točki. Ja, no. Vsi. Jebi ga, Pač ne vem, jaz po eni strani občudujem, meni je všeč Tim, zato ker pač on ima 3 rezidence, pač. Mislim, Veš kaj je fora preč, jaz sem tak, jaz tudi ko iščem partnerja, hočem da, Ko išče stanovanje. ne, hočem da ima pač on nadzor. Vidiš? 2 taka kot ti, ne je bilo nič. Ma ne, grave. Ja. To je bilo to Pa tudi 2 stavljati. taka kot To je jaz. bila ta moja Italijanka zdaj, ko sem bil z njo ful, pač to. Ja, to je razpad Dobro, da sistema. Dobro, da je meni uspelo biti doma in se skrivati od njega, ne hodila žurati vsak dan. Ne, mogoče je ful dobro, ampak v eno obdobje, pol pa ne gre več. Kaj? Da sta 2 ista, tako. Ne, ma, ja, Divja. mislim, ne vem. Ali pa za se normaliz- zvezo in za zgraditi si nek močen odnos ali neki, se mi zdi, da vedno mora biti en lider in en podrejen. Pač se če je podrejen, to ne pomeni- pomeni, da je zdaj manj, ampak pač za druge stvari, Viš, da razumeš? pomeni podrejen to, da, kaj, da je bolj, viš, kaj pomeni, da sem bolj jaz nadrejen, ker na Ne, stvari. ne, se ne veze, kdo je nadrejen ali podrejen. Dinamika malo. Dinamika, pač Spet jaz tudi mama, vem, oče. jaz tudi Kdo vem, je- da nikoli, jaz nisem alfa, jaz ne znam biti, jaz pač nisem alfa kot oseba. Štekaš, imam druge vrline, ampak alfa nisem. Jaz ne bom Pač nisi rojeni šef ne vodja. morem Ja. biti. Štekaš, lahko sem vodja ali pa neki tako menedžer, ampak jaz glavni big boss, alfa ne morem biti. Nisem rojen za to, nimam teh lastnosti, niti jih ne morem pridobiti. Pač sem dober za druge stvari. Zato ti pravim, da ko iščem fucking zvezo, hočem, da moj tip pač je tip v moji glavi, mislim, veš kaj mislim, da on nosi več keša. Ja, ma, to pa pomeni pol, da moraš biti bolj tak, Kak? ne vulnerable. Ja, valjda. Jaz tudi, mislim, če bo moj tip ujokal uno, bi bilo weird. Vidiš? To Pač isto valjda meni, ga da bom vidim. objel, če mu bo mama umrla ali neki uno. Ja, okej, to je drugače. Valjda bom tam drugo. za njega, ampak da bo neki prišel in neki sami tam, ne, to delam jaz. Pač veš, kaj Samo to mislim? je res, samo pol viš, to pa je pol toliko, to pa je to ceno, ki jo pač moraš plačati pol, da Ja, pač. ampak če si tak alfa človek, vse je, kar hočeš ti. Ampak vsake toliko, jaz ti imam en problem. Kako ti bi bilo bala? Ne, ne bi mi bilo. No? Valjda Ne. mi ne bi bilo, valjda mi ne bi bilo. Ja, to je tako, to je dvorezen meč. Ne bi mi bilo, pač bi Odvisno bil tam pred in kom pol, pokažeš- Če bi bil tam in pol bi šel narediti eno banjo, mu lepo, Ma, in bi ga pač dal v banjo. in bi ga- odvisno Dal stres pred kom, stran od njega, pred zato kom sem se pač tam, lahko razumeš. ti sprostiš, tako. Ja, pač jaz. Ampak to, ja, me tako ne vem, jaz pač uno, ne vem, definitivno bi bilo, jaz sem tak tudi, recimo, jaz, ne vem, ful je smešno, ki včasih, ko sem doma, se grem k mami. Tipo, se tam neki objet, tipo. To je moj način, tak. A ti tako poklepetati, mama. kaj Ne, si- ne, pravno, grem jo samo objet in jo objavim, mislim tiho. Študiram, veš, zdaj malo, ker si mi rekel, jaz tudi pač še pred mojo punco, pač nočem zdaj z tabo deliti probleme, ker nočem te bremeniti. Bom lahko povedal, da imam problem, nočem pa, da se zdaj s ti ukvarjali. Bom že jaz porihtal, on ne skrbi. No, vsaj jaz to tako gledam. Ja, samo moraš prorezrihtati. Ma ki veš kaj, na koncu dneva, če nekaj je narobe s tabo in če te ljudje, ki te imajo radi, pač vidijo to, nekaj ne štima. In pač uno, članka ne štima. Jaz bi rad šparal, ko bo res ful narobe, da bom lahko povedal, da je z mano nekaj narobe in boste vsi razumeli, da je z mano nekaj res narobe. Aha, to ti je bolj kot, da ni uno wolf cry, crying wolf, Ja, da se ve, da ko ne, je... da pa če bom res slabo, boste vedeli. No, to je Čeprav to. vidiš tim včeraj, sem vam rekel, da nisem ok. In smo bili tam zadnje. Ampak kaj si hotel s tem doseči, ki si mi rekel, nisem ok? Si kaj iskal? Si hotel samo dati ven? Sem hotel dati ven, da sem pod stresom. Si kaj pričakoval? Ne. No, samo tako, da vidiš, že to je uno, da pač Ja, si dovoliš. ja, samo to pol sem suno, ok, kaj si tle jokcaš pedi rešiti. Te štekaj, jaz se osebno te štekam. Pač ono, vse sem lahko povedal, ampak to lahko naredim enkrat toliko. Pač. Ja, kakšen krat pomaga, da daš ven vse te Ne, jaz znam, frustracije? veš, kaj jaz pojamram, ko sem slabo, da sem ful utrujen. No, To je moj, sem slabo. no, zdaj vemo. No, zdaj, ko Jure reče, sem utrujen. Čeprav tebi Rabi tudi objem. sem povedal, ko nisem mogel, ko sem bil slabo, ko sem bil bolan in to. Ja. Sem rekel tebi, da pač sem utrujen. Moram.
Zdaj ste me razbili. Ni nič narobe s tem, da si malo vulnerable. Ni nič narobe s tem, Ni, ampak ne. pazi pred kom si. Ja. To je moj nasvet. Tako, Zdaj pa- no, s pametjo, po pameti, ko z vsem. No. Taka drama queen kot jaz in servaš every day, all day, tako da. Ti si razpravil server. Zdaj gremo na vprašanja. Tjaša pika enigma, tim, a je bilo kaj ploskanja? Drugače pa top ste my fave slow podcast. Šarov Tjaša. Je bilo kaj ploskanja? Ja, valjda, da je bilo. Okay. Dosti. Katja jebote, Katja. Katja 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 članka dala davčno. Tim, kaj je bil kašen lepši ko Jure v Barci? Ja, Kdaj bo kakšnem nova smislu? epizoda? V V kakšnem torek. smislu? je bilo dosti. Lepši, Dobro. bolj postaven, višji. Pač Lepši, lepši, Jure, lepši. pač kaj? Lepši, Jure, lepši. Najte, lepši. Dobro, tim, Lepši. Kaj? Lepši, Jure, lepši. In kaj rabim? Kaj imam od tebe? Lepši, šeš gremo naprej. Rabim nekoga, da me... Lepi smo vsi. Gal underscore praznik, koliko ste visoki? Tim? 65. 1,65 m. 95. 1,76 m, underscore lizi, psilon, kaj ste v podznaku? Tim? Jaz sem devica v podznaku oven v luni riba. Jure? Nimam pojma. Jaz sem tehnica v podznaku Jaz sem pač tehnica. oven, to vam lahko povem, to se kar vem. Metka Šmit, Tim je nazaj. Čo Metka? Ja! Koliko imaš ti piljače za na večerjo? Ja, ti moraš še na večerjo. Ja. Sanja, napiši mu. Sanja. Taja 9, 1, nič, 2, nič, 2, 1, dobro, te davčne držite, Simona. Si kot Klemen. Kako je bilo v Barceloni? Kaj si delal, je bilo kaj zabavnega? Sem bil s tremi fanti naenkrat. Sem učel, ful je bila dobra. Ful je bilo dobro, še bi ponovil. Teja 3-7 bi šel še kdaj v Barcelono? Ja, Ko je, kot smo rekli? Planiram, da grem oktobra, ker ne vem, če imam dovolj denarja. No, CJ, Aljo, koliko ti ima boli hrbet od 1 do 10, odkjer je enega tega podcasta? koliko mi boli hrbet, eno za vse. Mi ne boli hrbet. Ic Zala, a boste kdaj imeli Aljo na obisku? ALY, uno, Aljo. Aljo, na pevko? Ja. Ja, lahko. Mogoče pa res kdaj. Jaz sem mislil Aljo. Porko Ne, Aljo. imamo Aljota, Aljo in Aljo. Kristjan pika Drinič, si naš ulov. Mogoče pa res kdaj. Ne. Jure si naš utilov. Ne. Jaz sem najdu košček lova. Shoutout moja punca. Imamo danes pol leta. Hola, Nice. shout out. Gabriel Lori, ti meša koktejle na člani Burger Eventu. Ja, Gabriel Lori. Tip je prebral misli. Dobra Če je ideja. ženska to. Dobro, Tica je prebrala misli. Ja, 24.2. ob 6. El Toro v Kopru. To mi zvoni alarm za objaviti video. Ne, video je bil že objavljen. Ta je za večerni video. Nimaš večernega videa. Večerni video imam na Instagramu, vsak ponedeljek moje vloge, follower, atmaterij ima nič na Instagramu. Gremo naprej. Pikovski psilon, vaša deepest and darkest secret. To je malo na To bomo temi. povedali mi Ni tukaj, ali kaj je ono. Ne. Ne? Kim ne bojo povedali. Okay, imate eno skrivnost, ki jo lahko delište? Ne, Ne. Ne? če je skrivnosti z razlogom. Jaz sem delil na radiju, ki sem bil par tednov nazaj, so rekli eno deepest secret deli, z mojo bivšo sem ustrajal samo zato, ki je imela veliko sise. Wow, skrivnost je bila skrivnost. Ja, ja. Rok, druzinec, nič 4, kateri koktejli so najboljši za narediti doma? Okay. Če gledaš, da ne gledaš finančno, v glavnem greš, da ima manj sestavin, torej greš sigurno Havana Cola, Jack Daniels. gin tonic, spirit and mixer, Vodka Red Bull. vodka Red Bull, ne, komod lahko si narediš Negronijo, komod si lahko narediš Old Ala, da Fashion. imamo še vprašanje, dej. Hanica, Martini. underscore, Fuck. Martini. Martini. Hanica underscore Cerničena, ko je bilo v Barceloni, tem še 10. Ja, Lepo je bilo, še bi šel nazaj. No, spet je vprašal ni rok. Kje je najbolje preživeti prosti čas v Barceloni? Tim se je samo učil. v baru. Greš v bar, ampak
Ful je lepo, v Barceloni lahko si greš pogledat. Bi šel nazaj? Ful parkov imajo. Kaj je bilo toplo? Ja, Ful? 18. Kaj bi šel še kdaj? Ne. Kakšen set za koktelje se splača kupiti? in kje? Bom dal link. Kam boš dal link? Ja. Pišite mu na meni, Instagram. Ja, vam tako. pošljem, ja. Pač vsak gledajte cena nad 60 evrov. Kar je pod 60 evrov. So neke plastične čipčice. Ja, čipši, te si ga vam naročil. Recimo na Alibabi. Ma to so oni, sivi z unimi strerji, z unimi cedili in vse. Jana Jaksič, Tim, kaj priješ na predstavitev burgerja v februarju? I love you. Ne. Ja. Tim pride. No in še za na konec, Lauro _ Križman, boljšega podcasta ni na svetu. Hvala. Danes upam, da cenite, ker sem bil full vulnerable. To je to, Jure, take us home. Ja, sorry za mojo predstavitev Barcelone. Jaz nisem bil vulnerable. Nič, hvala vsem, ki ste del tega podcasta in da ste z nami, da nas gledate, da nas poslušate. Prosim bi vas, če lahko pustite kakšen review na Apple Podcast, tako ker imamo samo 30, pa da pridemo na njih 100. To je bilo full lepo od naslednjega podcasta. In nič kaj, lepo se imejte, veliko se smejte, linki so veste, ko vedno, kjer so povsod. Smo se zahvalili za 7 jurjev že? Se bo hmalo 8. No, ne vem. No, Tim, med tega z biti v Barcelonu smo prišli na 7 jurjev. Hvala za 7 jurjev. Hvala za 7 jurjev. Nič, lepo se imejte. Uživajte. Čau.